Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli torej znova v družbi Prve lige Telekom Slovenije. Stadion ob jezeru je prizorišče prvega srečanja 26. kroga, srečala pa se bosta lokalna rivala Rudar in Celje. Torej, glede na formo obeh ekip lahko Celjane označimo kot favorite današnjega srečanja. Je pa res seveda, da na teh lokalnih derbijih ponavadi forma, kot rečemo, leti skozi okno in ni pomembna. Kako natančna bo podaja. Cvijanović pred gol, izbita žoga, pa Pongršek, ki strelja nevarno in za las mimo vrat Dino Pongršek. In to je seveda opozorilo za Velenjčane. Je res tudi na takšnih tekmah, ko nekako skozi igro ne gre, lahko veliko pomenijo prekinitve. Zdaj dobra žoga Trifkovića, priložno še za Glavino, ki se je znašel v kazenskem prostoru. Podaja zdaj naprej proti Meriju, ta je tam prišel v fizičnem dvoboju do žoge ob Džiniću, John Meri pred vrata, Glavina! Zgrešil je Dominik Glavina. Pa najprej žogo izgubil, pa potem dobro našel Bouha v kazenski prostor, Trifković. Breclja ima na hrbtu Damjan Trifković. Vrača žogo nazaj proti Babiću, Babić strelja in nekaj dela za Kotnika, ki pa ga je celjski vratar dobro opravil. To je John Meri. Še vedno John Meri podaja v kazenski prostor. Lepa kombinacija, Meri strelja in Kotnik na mestu. Trifković priigrava. Babić strelja z razdalje. Težave za Kotnika. Žoga je tam pred njim odskočila. In priložnost za podajo Trifkovića pred vrata. Četrti kot za Rudar. Trifković, izbita žoga, priložnost tam za Bilonga in gol. Vodstvo za Rudar v 57. minuti, drugi gol v sezoni je dosegel Francoz Jean-Claude Bilong. In tule je Dalibor Volaš, ki zapušča igro kot drugi. Podaja pred vrata, izenačenje Damir Hadžić, 60. minuta, le 3 minute so vodili domači. Kako bo tokrat drugačna izvedba, Lovro Cvek prepušča Vancašu, ki strelja mimo vrat. Takole že nekoliko utrujeno celjsko obrambo bi lahko bil seveda pomemben adut. Tu je zdaj Vročina in nevaren udarec, žoga na koncu končala v kotu. Podlogar mimo Babića, išče prostor za strel, Matej Podlogar, veliko dela za Radana, ki pa je žogo vendarle odbil. Babić, globinska podaja, priložnost zdaj za Johna Merija, John Meri mimo vrat. Branilca Grgić in Kašnik, mladi Ukrajinec Markovski in napadalec Bokalić, Lupeta med tem v akciji, mimo vrat je streljal Lupeta. Primorska kombinacija, kako bo tokrat, podaja proti Lupeti na oddaljeno vratnico. Lovro Cvek pri žogi. Cvek vrača pred gol, priložnost za Celje in brani Radan. Izvrstna reakcija zdaj Mateja Radana. Cvijanović vrača žogo pred gol in slabo izbija Bouha, potem pa še en udarec. Velenjčani predvsem prežijo na kakšen protinapad. Tu je zdaj Vancaš na stran, Podlogar je sam, priložnost za goste in gol. Dramatično, 89. minuta, Matej Podlogar, 2-1 za Celje. Dramatična zmaga na koncu za Celje. Velenjčani so doživeli tretji zaporedni poraz v slovenski prvi ligi. Celjani pa v drugem delu sezone še naprej ostajajo neporaženi. 38 točk imajo zdaj Celjani, kar pomeni, da so skočili na 4. mesto, prehiteli Gorico, ki bo tekmo tega kroga odigrala nocoj v Ljubljani. Pa mislim da je utakmica bila zanimljiva prvo za gledanje. Drugo, bilo je šansi u prvom i u drugom poluvremenu s obe strane, pri čemu u prvom poluvremenu mislim smo bili bolji od protivnika. Imali smo nekoliko izglednih prilika, nismo ih krunisali golom, ali u drugom poluvremenu smo to uspeli. Od prvog do posljednjeg minuta smo znali šta želimo od igre i to smo sproveli. Igra je definitivno na boljem nivou nego što je bila, naročito na domaćem terenu, ali dve individualne greške, naročito na kraju utakmice su nam odredile situaciju u kojoj igra je popravljena, ali rezultat još to nije ispratio. Pa dobro, mogu reći da je bila jako teška utakmica. Da smo očekivali teško, ali bila je 2 puta teža u svakom pogledu i spor ritam u prvom poluvremenu i
kontakata i puno izgubljenih lopte sa naše strane. Nismo mogli naći brzi protok lopte s jedne na drugu stranu. Rudar je bio dosta i agresivan u tom pogledu, bio je dosta čvrst, tražili smo neku našu šansu.